SDS je 13. maja v trboveljskem Katapultu pripravil pogovorno omizje z naslovom Podjetniki želimo spodbudno davčno zakonodajo, kjer so gostje Jure Knez, Zdravko Počivalšek, Ivan Simič in Ervin Renko razmišljali o trenutnem gospodarskem stanju v državi, gospodarski prihodnosti, obetih in načrtih. Ukrepati bi bilo treba takoj, so menili. Nekdanji minister Počivalšek je med drugim poudaril, da je zaradi nejasnosti, kaj prinaša prihodnost, potrebno poskrbeti za predvidljivo, stabilno in konkurenčno poslovno okolje. Ivan Simič pa je izpostavil predvsem znižanje davkov. Ervin Renko pa za zasavsko prihodnost stavi tudi na turizem. V sklopu tega je omenil dimnik nekdanje termoelektrarne. Na tem podjetniškem forumu je bilo omenjeno tudi to, da Zasavje ima priložnosti v turizmu, da v bistvu zametki podjetništva na področju turizma se v Zasavju vzpostavljajo in seveda potrebno je predstaviti, bomo rekli, zanimive točke, ki bi privabile turiste. Mi moramo vedeti, da Ljubljana obišče približno 1 milijon turistov na leto in v bistvu, če dobimo, četrtino teh turistov v Zasavje, jih obdržimo tu za dan, dva, je v bistvu, bom rekel, tisto, kar si zasavska regija na nek način z svojo prepoznavnostjo, z vsemi objekti tudi zasluži. Konkretno na to vprašanje, kaj ste pa rekli glede dimnika, je pa v bistvu prva faza, da se prostorski plani na območju dimnika, v bistvu na ožji lokaciji dimnika, spremenijo v ta namen, da bo to v bistvu namenska raba za turizem, za neke športne večnamenske prireditve in da je v bistvu to izločeno iz nekega energetskega območja. In to je v bistvu prvo, če poenostavim, če želite vi graditi nekje bom rekel, stanovanjsko hišo, morate imeti tam namensko rabo, da so to stavbna zemljišča, da niso kmetijska zemljišča. In to v bistvu delamo preko občine v okviru občinskega prostorskega načrta. Gospodarsko prihodnost Trbovelj in širše zasavske regije pomeni tudi nastajajoče mesto akrobatov. Prva dela na lokaciji so končana. Projekt je zdaj v fazi nadaljevanja, najprej pridobitve dokumentacije. Občina Trbovlje je v nedavnem obvestilu v zvezi z nameravano prodajo podjetja Holcim v Trbovljah izpostavila tudi morebitno nevarno posledico, da projekt Mesto akrobatov ne bi bil realiziran. Jaz mislim, da je Trbovlje in Zasavje ob propadu težke industrije resnično bilo v težkih, temnih časih, ampak je nekako so nove ideje, nova visokotehnološka industrija je nekako vzniknila kot Feniks iz pepela in zdaj v bistvu je ta netransparentna prodaja Holcima zbuja veliko skrb, ker dejansko so zaokrožile novice, da se bo na tem področju bivše cementarne začela znova obujati ta težko umazana industrija in mislim, da je za vse prebivalce Zasavja to izredno slaba novica, ker moramo pa tudi vedeti, da je to velika nevarnost za naše projekte, saj je zagotovo dejstvo, da v neko degradirano okolje, v umazano, v nečist zrak je težko privabiti visokokvalitetni kader, ki pa je nujno potreben za razvoj visoke industrije. In zato je nekako prišlo do te informacije, da je tudi projekt Mesta akrobatov, da je pod vprašanjem, če se bo nekako, bom rekel, mesto ali pa okolje odločilo za to, da znova obudi težko industrijo. Jaz mislim, da smo nekako šli čez to fazo in da Zasavje si zasluži več. Prvi mož Devesofta je poleg reform omenil tudi vrednote. Teh je v Sloveniji vse manj. Za Devesoft so zaradi tega naredili 100-letni strateški načrt, v katerega so vrednote tudi vključili. Do takrat se bo tehnologija verjetno zelo spremenila, vrednote pa upajo, da bodo ostale. Prav na teh pa mora država graditi strategijo, so prepričani v Devesoftu.